Pozdravljeni. V tem posnetku si bomo pogledali diskontiranje in časovno premico. Diskontiranje je postopek določanja sedanje vrednosti denarnih tokov, ki jih bomo prejeli v prihodnosti oziroma ki jih bomo morali plačati v prihodnosti. Denarni tokovi, ki jih bomo prejeli v prihodnosti, so pozitivni denarni tokovi, ki jih bomo morali plačati v prihodnosti, pa so negativni denarni tokovi. Diskontiranje nam omogoča, da upoštevamo časovno vrednost denarja. Glavno sporočilo časovne vrednosti denarja je, da denar danes ni vreden enako kot denar jutri. Časovna vrednost denarja nam tako pove, koliko bi bili pripravljeni odšteti za znesek denarja v prihodnosti danes. Ali z drugimi besedami, koliko denarja bi bili pripravljeni dati danes za določen znesek denarja čez nekaj časa. Časovna vrednost denarja je podobno vprašanju, koliko čokolad bi bili pripravljeni plačati danes za 10 čokolad jutri. Ali v denarnih številkah, koliko denarja danes bi bili pripravljeni plačati za 1000 evrov čez eno leto. Formula za izračun sedanje vrednosti oziroma present value je sledeča. Prihodnja vrednost, torej future value, se deli oziroma diskontira z 1 plus i, i predstavlja obrestno mero ali interest rate, na potenco t, ki predstavlja čas oziroma število časovnih obdobij, po angleško time. Ta postopek deljenja prihodnje vrednosti z potenciranim 1 plus i, temu postopku pravimo diskontiranje. Ker temu procesu pravimo diskontiranje, nam to pove, da faktorju 1 skozi 1 plus i na t pravimo faktor diskontiranja. Po drugi strani pa lahko iz formule dobimo tudi vrednost naše obrestne mere. To dobimo, če vzamemo neti koren razmerja med prihodnjo vrednostjo skozi sedanjo vrednostjo ter odštejemo 1. Pri diskontiranju je vsaj v bolj kompleksnih primerih zelo pomembna uporaba časovne premice. Ta je prikazana na zaslonu. Časovna premica predstavlja grafičen prikaz denarnih tokov v sedanjosti in v prihodnosti. Vodoravna os je označena kot os časa. Daljice, ki so navpične nanjo, nekatere so usmerjene navzdol, druge spet navzgor, pa predstavljajo denarne tokove. V primeru, da je puščica na denarnem toku usmerjena navzdol, to pomeni, da gre za negativen denarni tok oziroma za investicijo. Po drugi strani pa pozitiven denarni tok, torej v primeru, da je puščica denarnega toka obrnjena navzgor, predstavlja pozitiven denarni tok oziroma nek donos od te investicije. Ker navzdol usmerjena vertikalna puščica predstavlja plačilo, se nam denar dejansko zniža. Po drugi strani pa se nam denar na računu oziroma denar, ki ga imamo, pri pozitivni puščici, torej puščici, ki je usmerjena navzgor, poviša. Pri puščicah pa je tudi zelo pomembna velikost puščice. Velikost oziroma višina posamezne puščice nam namreč predstavlja velikost posameznega denarnega toka. Časovno os lahko tudi oštevilčimo. To je prikazano na desnem delu slike. V tem primeru so prikazana 3 obdobja, torej 1, 2 in 3, in za vsako od teh obdobij lahko prikažemo ločen denarni tok. To nam močno olajša postopek diskontiranja oziroma kapitaliziranja, pri čemer bomo kapitaliziranje podrobneje spoznali v prihodnjem posnetku. Hvala za pozornost. Lepo vabljeni, da si pogledate ostale posnetke na našem kanalu, nam sledite ter všečkate ta posnetek. Se vidimo naslednjič. Adijo.